Izdelava elektroskopa. Elektroskop je analogna naprava za dokazovanje in merjenje električnega naboja. Prvi ga je naredil William Gilbert okrog leta 1600. To je bila prva električna merilna naprava. Potem se je še izboljševal in spreminjal, zato poznamo več vrst elektroskopov, vendar vsi delujejo na istem principu. Da bi lažje razumeli delovanje elektroskopa, si moramo najprej podrobneje pogledati osnove elektrostatike. Vse snovi v naravi so zgrajene iz majhnih delcev atomov. Ti sestavljajo še manjši delci, elektroni, ki so negativno nabiti delci, protoni, ki so pozitivno nabiti delci, in nevtroni, ki so nevtralni delci. Naboji elektronov in protonov so v atomu ponavadi uravnovešeni, kar pomeni, da je atom nevtralen. Vendar pa imajo elektroni tako majhno maso, da nekateri že s trgnjenjem dobijo dovolj energije, da zapustijo trenutni atom in se premaknejo na drugega. Tako atom, ki je izgubil elektrone, postane pozitivno nabit. To se zgodi, ko s krpo potrgnemo po palici. Elektroni se iz palice premaknejo na krpo. Palica postane pozitivno nabita, krpa pa negativno nabita. Če sedaj palico, ki je pozitivno nabita, staknemo z nevtralno palico, se elektroni iz nje premaknejo na pozitivno nabito palico. Obe palici sta na koncu pozitivno nabiti. Poglejmo si še silo med naboji. Dva enako nabita delca se odbijata. Dva različno nabita delca pa se privlačita. Zaradi prerazporeditve nabojev in privlačne sile nam lasje stojijo pokonci, ko jih podrgnemo s balonom. Prav tako nas zato strese, ko se dotaknemo predmeta, ki je negativno nabit. Omenimo še, da se snovi delijo na prevodnike, to so snovi, ki prevajajo električni tok, in izolatorje, ti električnega toka ne prevajajo. Elektroskop je sestavljen iz nepremične prevodne palice, premične prevodne palice in izolatorja okoli. Pa si poglejmo, kako deluje elektroskop. Palico podrgnemo s krpo, da postane negativno nabita. Ko jo pomaknemo do prevodne krogle elektroskopa, ki se povezuje s prevodnima palicama znotraj izolatorja, se premična palica odkloni. To se zgodi zaradi električne influence oziroma prerazporeditve nabojev v prevodniku pod vplivom privlačne sile negativno nabite palice. To pomeni, da se k negativno nabiti palici zaradi privlačne sile premaknejo pozitivno nabiti delci v prevodniku. Na drugem delu elektroskopa se na palici pojavi presežek elektronov, zaradi odbojne sile se kazalec odmakne. Ko palico odmaknemo, se prevodna palica vrne v prvotno lego. Poskus še enkrat ponovimo, le da se tokrat s palico dotaknemo krogle elektroskopa. Premična palica ostane odklonjena zaradi prenosa elektronov iz palice, ki smo jo podrgnili, na prevodne palice elektroskopa. Elektroskop si lahko izdelamo tudi sami iz stvari, ki jih najdemo doma. V pokrov kozarca za vlaganje naredimo luknjo. Vanjo damo zavitek papirja in zalepimo.
Žico prepognemo in zavijemo. Damo jo v papirnati zvitek na pokrovu kozarca in na eni strani naredimo spiralo, na drugi pa kavelj ter nanj obesimo 2 listka alufolije. Na koncu še preverimo, če deluje.